Mogoče bi se dotaknil še to glede Gore Biodo in celotnega Dungeon Crawlerja. Ne? Pokazatelj, v bistvu, kako popularna je igra, ko ste prišli iz Pledgea, ki je v bistvu komaj dosegel cilj na 10-kratnik Pledgea. Je pač pokazatelj, kako dobro delate, kako imate pač ta goreč community. Ne? Kakšna je bila v bistvu klima na tisti dan, ko ste rekli, zdaj bomo dali to razširitev, ste že vedeli, to se bo sigurno, se bo Pledge dosegel. Ste imeli kakšna pričakovanja na tisti dan? Načeloma nismo full optimisti. Ja, Tjaša so kar realista, Tjaša malo bolj pesimist ponovadi zelo, tako da tukaj imamo v bistvu reality check, ne? Okay. In tako potem, ko smo zaključili prvo kampanjo, itak smo imeli že v štartu plan, da pač, ker delamo Wargame, moramo stvari expandati in to je v bistvu tudi naš biznis model, da se zadeva razvija, se dodajajo nove stvari, ne rabiš vsega, fajn je, če imaš veliko stvari. Je pač široka zadeva, mi delamo setting, mi ne delamo samo one-off igre, ne? Ja. To tudi za Dungeon Crawl. To tudi za Dungeon Crawl, ni zaključena zgodba. Mogoče sam kot ena opomba tukaj. Je zaključena, ampak... Mogoče samo ena opomba. Pač v bistvu Dungeon Crawler je kot ena kronika znotraj sveta, znotraj univerze. Zato ime igre Elfo Chronicles. Se pravi, pač en dogodek. Ja. Elfo Chronicles, pač Northern Wind je ena kronika, ta prva kronika v svetu, v univerzi. Smem te vprašati, skozi kateri point of view dobimo zgodbo? V bistvu tvoja karakterja. 4 herojev, ki plezajo. Torej vsi heroji, kaj pač jih imaš. Koliko razumem, je pa celoten svet nastal pod nekimi večjimi biti. Bile so prejšnje dobe v bistvu. Takšni so zapisi. Takšni so zapisi, okay. Ja. The Elders. Je možno, da bomo dobili kak prequel? Kaj se je dogajalo? Prequel, ja. Sam zaenkrat še ni v planu, da bi naredili prequel v tej dobi, ko so ta bitja dejansko bila prisotna. Je pa plan na neki točki releasati Bronze Age varianto, v bistvu Kalada. Tako da to je še in works. Trenutno smo v kateri? Tretja doba. Okay. Prva so bili bogovi, druga Elderi, zdaj smo pa mortali na vrsti.